Mi bo pa v izjemno čast, da bom zdaj na kratek ček in potem po reklamah še na kratek live koncert v svojo družbo povabil glasbenika in človeka, ki ga izjemno cenim. To je fant, ki ustvarja vsak dan najmanj 100 novih komadov, nekaj zase in nekaj za druge. Dame in gospodje, z nami je čudoviti in krasni fant, ki sliši na ime Rok Lunaček. Rok, lepo zdrav in upam, da se vidima in slišiva. Jaz sebe sicer ne vidim, ampak upam, da vidiš in mene. No. Jaz te vidim, slišiš me pa. Slišim pa te. Ko si tako dolgo napovedal, moci vrbe in napisal, ker res se naredim, da danes to pa držino. Rok, ti si v bistvu, še ko sem s tabo govoril po telefonu izven oddaje, ti si tak hiperaktivc, ne? Ti mi rad v 1 minuti povedal v bistvu toliko stavkov in besed, ko ostali v 5 minutah povejo, ne? Zakaj si ti vedel tako mudi, Rok? Razen tebe, ki poveš v 20 sekundah, to je res, le si konkurence. Moram priznati, da se mi dolgo ravno v fazi, ker imam zelo težek delovni dan za sabo. Danes nisem napisal 100 pesmi, sem jih pa ne vem samo 15, ampak vseeno je pa, da sem mečkal in mi paše, da bom kasneje s to mojo prijateljico nekaj igral. Rok, povej mi, kaj je boljš, pisati muziko za sebe ali za druge? Ne vem, v bistvu je vse je dobro, pisati je fajn muziko. Ampak, če te vprašam drugače, kjer komad, ki ga recimo napišeš za sebe, ugotoviš, da je boljši za druge, ali nekaj napišeš za druge, pa ti je pa žal, da nisi odpel ti? To se mi je že dogajalo. Ja. Recimo, dam ti primer. Ko boste imeli čas ljudje, ali pa ti tudi tisto, ko bodo imeli poslušalci, gledalci, priložnost je ena pesem, ki sem jo napisal za Slavka Ivančiča, imenuje se Nekoč, ena mojih ljubših pesmi. No? In to pesem sem napisal zase, kot kantautor, oziroma za flirte. In potem sem se ljubil po Slavkotu. No? In se mi zdi, da sem prav govoril. No? Rok, zdaj te prekinem z reklamcami, ko pridemo nazaj, imamo pa čas še za mičken čveka in seveda za tvoj mini koncert. Get ready pa se grej kitaro. Get ready, čau. Dame in gospodje, z nami je še vedno Rok Lunaček. Rok, si na vezi, si, ne? Sem, zaenkrat sem. Roki, moj dragi, lej. Zdaj pa takole, jaz imam eno glasbeno željo, ne. Ta komad sicer ni nek velik hit, ampak mene srce boli, da ni, ne. To pesem jaz svojih punci pojem, kadar kaj zajebem, po domač povedano, in se jih potem odkupim, ne. In lej, prosim, zaigraj ti ta komad, ki je meni strašno všeč in eden tvojih najlepših komadov po mojem izboru, naslov je pa Samo ti, če se ne motim, ne. Ampak ti se res pričam, da samo s pesmi se lahko dožiš. S tako lepo pesmijo, stari moj, se odložim za 1 mesec naprej, tako da ti jo kar zašpili, ker je res dobra. To pesem sem še polovica. Izvoli. Vse, kar sem na časih, ki nisem opnil se. Same drugih ni, samo ti, brano predihaj in pasute, moje roke bodo smiritve, vedno in povsod, samo ti.
sem prvič našel mir. Isto, če znaš poj. Življenje je ostal in sem isti kakor prej, samo ti. Turururu, bam, 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 turururu, turururu, samo Krajšal, da ne bomo preveč udaje požrla. No dej. Super, super. Roki, daj mi še ono od flirtov, najbolj znano Romeo pa Julija, na hitro refrenček, potem te ljudje tudi zagotovo poznajo. Sam refrenček poti, evo, dej. Nisem Romeo, nisi Julija. Človek je bom, ne stopim do zneva. Da odkrije in razbiješ še tvoj sveta. Ubila si mi del srca. To da refren. Bravo, Roki. Glej, zdaj bomo pa takole naredila, ne? Mislim, da imamo čas še za eno, malo pa še rekla besedo, 2, 3. Povej mi... Eno veselo bomo videli. Eno veselo, ja, ta pa po tvojem izboru zdaj, ampak to mi poveš, Rok, redno je boš zaigral. Ko igraš eno tako lepo pesem, ko je bila ta samo ti, se ga zjokaš v bistvu zaradi teh čustev, ki jih not vržeš, ker to je res lepa pesem, no? Ker tudi se dotakneš samega sebe v bistvu, ko jo igraš. Samega sebe se dotikam, hočeš reči, ja, šalno stran. Ja, v bistvu, glede to sem napisal za eno osebo, ki mi največ pomeni v življenju, se mi ne dogaja, recimo v domačem okolju, ampak ko preigram pred ljudmi, ravno lani, ko so imeli v jazz klubu en koncert razprodanjem, tako da tam se ne pa dotakne, ker v bistvu javno spoveduješ čustva in je precej tak bizaren moment, ko govoriš o nekaj, kar je čisto intimnega za med dvema, ne, 200 ljudem. Takrat pa se me nekako bizarno dotakne, se vse tudi že zjokajo. Prav po tem komadu, recimo. Rok, kjero bo zaigral za konec tvojega mini koncerta, potem je pa kar zaigral, jaz bom pa užival. Poslušaj, no, prav en, ki mi je zelo ljub komad, ti bom zaigral 20 let nazaj, se mi ne poslušaj prav, poslušaj tekstno. Vsi ostali tudi. Ok. 20 let nazaj sem bil 20 let mlajši, bil manj obremenjen in sebe sam imel rajši. Zanima so politične šale, živel sem za moment in neumnosti male. 20 let nazaj, ko še hočem, sem nosil strga džins, čul podolgo eno vsake. Naredil smo bend, ni nas zanimala šola, verjel smo, da živeli bomo le od rock'n'rolla. Ja pa ja, 20 let nazaj je bilo vse drugače, 20 let nazaj je bilo vse domače, 20 let nazaj, o kako čas mine, a vsake toliko me še prime. Z vami zapet, super je bilo, ni 20 let. Z vami zapet, da še novih 20 let. A imam zdaj eno minuto? Ja, dej. 20 let nazaj, ko me je punca pustila, Facebooka še ni bilo, da z drugimi bi delila. 505 srcrtov ali pa kraš čokolada, en refren v parku pa me mora spet imela rada. 20 let nazaj se nisem oziral, z glavo skozi zid zapravljam se nisem sekiral. Pogrešam tisti čas, ko smo s glavo še saro, zapeli na vzvas in preglasili kitaro. Dajmo spet, 20 let nazaj. Drugače, 20 let nazaj je bilo vse domače, 20 let nazaj, o kako čas mine. In vse bo tudi skoro v redu do naslednje zime. Ostanite doma in zdravi. Hvala lepa.
Režija, koliko časa še imamo? Čakaj, Roki. Režija, koliko še imamo časa? Koliko? Rok, minuto pa pol časa še imamo. Imaš še kako hitro? Minuto pa pol časa še imamo in se potem s tem posloviva. Evo za tebe, ker ti si ga poznaš, evo. No, ne, evo za mene. Dame in gospodje, Rok Lunaček igra zadnjo pesem današnjega dne. Dobra volja z Iztokom se poslavlja, jutri smo na sporedu ob 16:30. Roki moj, zadnja minuta pa je čisto tvoja. All right! V mojem telesu me še boli najbolj. Radi se mejte. Dobesedno to mislim, radi se mejte pa podpirate tisto, kar je dobrega. Jaz sem bil Rok, hvala Iztok za vabilo.